Večji problem evropskih žensk ni to, da ne bi mogle dobiti splava, če bi si to želele, ampak da se splav prodaja kot edina možna svobodna izbira zanje. Danes poteka v Evropskem parlamentu zaslišanje pobude My Voice, My Choice. In porajata se mi ti dve misli. Prvič, ženske po Evropi velikokrat so prisiljene, da naredijo splav, zaradi tega, ker živimo v okolju, kjer je eksotično sprejeti nenačrtovano nosečnost. Zaradi tega, ker so pritiski iz vseh strani, predvsem pa strani ženske same, da pač enostavno ni pripravljena, ne ve, kaj bi naredila, in to so ženske v stiski, ki jim porivamo najbolj enostavno možno rešitev, da gre na splav in opravi s tem. In Evropska unija bi lahko veliko naredila na tem področju, da bi ustvarjala okolje, kjer bi matere lahko sprejele življenje, ne pa da spodbuja abortivni turizem. Drugič je pa to, da v vsej tej zgodbi pozabljamo, da ima splav vedno posledice in te posledice niso dobre za žensko. Zaradi tega, ker občutek bolečine, občutek izgube in obenem nobene družbene strukture, ki bi taki ženski v bistvu pomagala v svoji stiski. In Evropska unija oziroma države bi lahko poskrbela za to, da bi poskrbeli za te ženske, ki želijo, ker tudi njihova bolečina je resnična. Namesto da Evropska unija spodbuja abortivni turizem, bi bilo veliko boljše, da bi ustvarjala okoliščine, kjer bi bilo materinstvo sprejeto in spoštovano.